Avtocestni odsek Draženci-Gruškovje naj bi bil končan do poletja 2018. Na sejmu v Lenartu se predstavlja 105 razstavljavcev. Srečanje mest evropskih prestolnic mladih. Pozdravljeni in vabljeni k ogledu dnevnika televizije Maribor. Težko pričakovana in velikokrat predstavljena gradnja avtocestnega odseka Draženci-Gruškovje naj bi se začela jeseni, končala pa leta 2018, pravijo na Darsu. Večino denarja za gradnjo, ki naj bi stala 194 milijonov evrov, naj bi pridobili z bančnim posojilom in iz evropskih skladov. Že več kot 40 let čakajo Haložani na avtocesto in nikakor ne morejo razumeti, zakaj se je gradnja leta 2009 končala tik pred njihovim nosom na velikem kupu zemlje. Ves čas pa se dušijo v prometu in te gneči se očitno ne bodo izognili še to jesen. Večina jih zato z nezaupanjem sprejema novico, da gre zdaj za res. Samo se govori. Ja, tako da je to katastrofa. Da do 2018 mogoče, da bo vse končano, ne? Vsega 13 km bodo gradili 4 leta in če bodo pridobili še gradbeno dovoljenje, ne bo zapletov pri izbiri izvajalca in bo Dars pridobil tudi bančne kredite, bodo stroji zabrneli še pred zimo, je zagotavljala široka zasedba Darsa, kar celotna uprava, podkrepljena tudi stroko, je prišla na predstavitev v Videm. Mislim, da je samo izdelava razpisne dokumentacije vložena veliko energije in da bo takšna, da ne bo možnosti silnih pritožb. Banke so pa že izkazali velik interes za financiranje tega avtocestnega odseka. Gre za tehnično zahteven projekt. Vsega skupaj bo kar 7 nadvozov, 3 podvozi, 24 mostov ter 2 predora in okrog 60 premostitvenih in podpornih objektov. Tudi zato, da bodo omogočali pretočnost cest, bodo gradili po delih. Najprej na nekem odseku polovica avtoceste, se potem na to polovico avtoceste preusmeri promet iz glavne ceste, se glavna cesta poruši, se zgradi druga polovica avtoceste. Po začetnih težavah so zdaj rešili tudi nesoglasje zaradi bistveno nižjih odkupnih cen zemljišč kot v preteklosti, tako da so odkupili dobro polovico potrebnih zemljišč ter večino objektov, ki bodo porušeni. V Mariboru pa so sinoči izvolili državnega svetnika, ki bo nadomestil Franca Kanglerja. Temu je bil zaradi obsodbe na zaporno kazen mandat odvzet. Elektorje je med 3 kandidati najbolj prepričal Rudi Matjašič. Zaposlen je pri Pošti Slovenije, prihaja iz Kungote in je eden bolj aktivnih članov lokalnega odbora SDS. Jaz sem presenečen nad tako veliko podporo in potrudil se bom po svojih močeh, da bom to tudi upravičil. Kakšna bodo vaša prizadevanja v državnem svetu? Ja, ne smemo pozabiti na Štajersko, ker mislim, da je bila zapostavljena sploh na področju gospodarstva. In kaj ne rečem, vse bom naredil, da se bo kaj premaknilo, tudi naš konec. Danes do polnoči morata podjetnika Uroš Hakl in Saša Todorović na časopisno hišo Delo poslati zavezujočo ponudbo za nakup časnika Večer. Zanikala sta sicer informacijo, da naj bi za časnik s težo ponudila 1,5 milijona evrov. Potrdila pa sta, da sta vodstvo in sindikatom predstavila načrt prestrukturiranja, ki predvideva odpuščanje okoli 50 zaposlenih. Za nakup Večera naj bi se zanimal tudi mariborski podjetnik in nekdanji kriminalist Jože Kojc, ki se ukvarja s prirejanjem iger na srečo. Skupina Nove KBM je v prvih 3 mesecih letos ustvarila dobiček v višini 16 milijonov evrov in pol. Od tega je Nova KBM ustvarila slabih 9. Banka posluje po načrtih, prav tako postopoma uresničuje zaveze iz načrta prestrukturiranja. Njena prednostna naloga ostaja pomoč pri zagonu slovenskega gospodarstva. V Lenartu pa se je začel 3-dnevni kmetijsko-obrtni sejem, na katerem se predstavljajo domači pridelovalci in obrtniki ter ponudniki kmetijske mehanizacije. Letos so v ospredju predvsem dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki mnogim kmetom pomenijo pomemben vir prihodka. Kmetijska mehanizacija, obrtniški izdelki, drobnica, male živali in veliko doma pridelane hrane. Vse to se ta konec tedna najde na sejmu na hipodromu v Lenartu. Predstavlja se 105 pridelovalcev in izdelovalcev. Vstop je prost, kar še dodatno privablja obiskovalce. Ne rad hodim po trgovina, po sejma pa rad hodim. Tako da kaj kupim včasih. Kaj vidiš vse, pa veš, kaj lahko kupiš, pa se spogovoriš. Recimo, da imaš kakšne živali, doma imaš tudi ponudbe, ne? Organizatorji ne želijo, da bi bil to še en sejem s široko ponudbo mehanizacije. Po vzoru sosedov iz Avstrije v ospredje postavljajo kmete oziroma njihove dopolnilne dejavnosti, ki predstavljajo pomemben vir zaslužka družini na kmetiji.
Vse naše je reklama, povemo tudi, da smo po nedeljah in druge v Mariboru in da se tam vrnejo, če so zadovoljni. Ne? Sejmi so kar priložnost. Torej pridobite nove kupce? Ja, pridobimo. Kmetija namreč mora postati podjetje in to je zaključek končni. Ne? Letos se predstavlja 20 domačih pridelovalcev. Največ je tu mesnih izdelkov, ker so tu kmetje tudi najbolj naprej. Krušni in mesni izdelki. V 4 letih se je kmetijsko-obrtni sejem Lenart tako po številu razstavljavcev kot tudi obiskovalcev že postavil ob bok dobro uveljavljenim slovenskim sejmom. Letos je prvič tudi mednarodni. Med razstavljavci so tudi Italijani in Avstrijci. Zdaj pa k politiki. Nepovezanemu poslancu Ivanu Vogrinu do polnoči ni uspelo prepričati 10 poslancev, da bi podprli kandidaturo dr. Dušana Radonjića za mandatarja. Pa vseeno poglejmo, kdo pravzaprav Radonjić je. Akademska pot Dušana Radonjića se je začela na Visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru, kjer se je leta 1970 tudi zaposlil in kjer dela še danes. Kot sodelavca ga seveda cenimo in jaz ga lahko le presojam kot pedagoga in kot raziskovalca. Dejavn je na področju marketinga bil vsa leta. V dolgoletni karieri se je dvakrat zavihtel tudi na dekanski stol ekonomsko-poslovne fakultete. Svojim projektnim timom je leta 1990 razvil študij MBA. Predaval je na tujih univerzah v Evropi in ZDA. Še vedno raziskuje, vztraja. Kar se tiče pa njegove odločitve, pa je njegova. In kakšen je v očeh študentov? Pa v redu, ima zanimivo predavanje, pa vpraša nas, da sodelujemo. Sicer sem slišala kar dobre besede od njega, drugače pa mogoče me bo v prihodnosti še učil, ampak še ne vemo, ne. Pred 4 leti se je podal tudi v boj za rektorja, kjer pa ni zbral dovolj glasov. Kot avtor številnih knjig je tudi prejemnik visokih nagrad in priznanj, med drugim Zlatega znaka univerze in Zlatega grba mesta Maribor. Radonjić je pred časom na listi stranke Zares kandidiral tudi za poslanca državnega zbora, a je kasneje iz stranke izstopil. Društvo Na srcu operiranih Slovenije pa je začelo zbiranje podpisov za peticijo, s katero želijo odgovorne opozoriti na slabo delovanje zdravstvenega sistema. Zaskrbljeni so predvsem zaradi vse daljših čakalnih dob za srčne operacije in druge zdravstvene storitve. Zbrane podpise bodo poslali Zavodu za zdravstveno zavarovanje, slovenski vladi in državnemu zboru. Tam poteka izredna seja. Poglejmo. Poslanci se na izredni seji seznanjajo s tem, da do izteka 14-dnevnega roka ni bil predlagan kandidat za novega mandatarja. Danes bo začel teči tudi 48-urni rok, v katerem lahko odločijo še o tem, ali bodo šli v tretji krog volitev mandatarja, v katerem za njegovo izvolitev zadostuje navadna večina. Če mandatarja tudi v nedeljo ne bo, bo predsednik državnega zbora o tem obvestil predsednika države Boruta Pahorja. Ta bo razpustil parlament in razpisal predčasne volitve. Prvi možni datum je 13. julij in k temu se nagiba tudi Pahor. V gospodarstvu za zdaj politične krize ni opaziti, tudi po najnovejših podatkih statističnega urada se namreč rast nadaljuje. V prvem letošnjem četrtletju se je obseg bruto domačega proizvoda v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 1,9%. Tudi tokrat so k rasti najbolj pripomogli izvozniki. Pomembno je tudi, da se je prvič po letu 2011 povečala osebna poraba. Manj pa je bilo naložb države, kar je bilo zaradi varčevanja in proračunskega primanjkljaja pričakovati. Približno 17.000 upokojencev bo danes skupaj z majskimi pokojninami prejelo še preostalih 80% neustavno oduzetega zneska. Prvih 20% so jim v skladu z vladnim tehničnim zakonom izplačali konec junija lani. Posamezniki bodo prejeli od nekaj evrov pa do 1000 evrov ali več. Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ocenjujejo, da bo za izplačilo zadnjega dela zneska pokojnin treba nameniti okoli 15 milijonov evrov. Davčna uprava je danes odposlala še drugi, to je zadnji sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2013. Informativne izračune bo prejelo dobrih 455.000 davčnih zavezancev. V tej tranši bodo zavezanci morali države plačati okoli 41 milijonov evrov, dobrih 160 milijonov pa bo moral DURS zavezancem vrniti. Še vedno pa odmeva dvojno vračilo dohodnine v prvem svežnju. Preveč vrnjeno dohodnino je do danes vrnilo 367 zavezancev oziroma slaba desetina vseh.
Nazaj v Maribor. Vlada je zagotovila dodatnih 77 tisoč evrov za izvedbo letošnjega festivala Lent. Enak znesek mora zdaj primakniti še mariborska občina. Na festivalu naj bi se letos vrstilo 350 dogodkov, pri čemer so spremenili nekatera prizorišča. Oder, park doživetij, se iz mestnega parka seli v Vetrinski dvor. Jazzland in gledališke predstave pa bodo po novem v auditoriju Lutkovnega gledališča. V sklopu festivala Mladi Maribor je potekalo tudi srečanje predstavnikov mest evropskih prestolnic mladih. Ti so si izmenjali izkušnje in primere dobrih praks. Evropska prestolnica mladih je letos postalo grško mesto Tesaloniki. Te dni gostijo veliko kongresov, razstav, seminarjev in glasbenih prireditev. V mestu živi milijon prebivalcev, kar 65% mladih je brez službe. So we are interested to create new tools in order to give the chance, to give the opportunity to the young people to express their work, to present themselves and to create possibilities for new startups. Srečanja so se udeležili tudi predstavniki Azerbajdžana. Mesto Gandža bo prestolnico mladih gostilo čez 2 leti. V ospredju bo 5 tem: izobraževanje, zdravje, družbena koherenca, zaposlovanje, prostovoljstvo. Pričakovanja so velika. We believe that this title will also help us to bring more participation, more active participation of young people in our society. Da bo mestom, ki si bodo lento nadela v prihodnje, lažje, so leta 2011 ustanovili mrežo evropskih prestolnic mladih. Na posvetih, kot je bil današnji, izmenjujejo dobre prakse in izpopolnjujejo programe. The main priority on that time it was somehow to find partners to apply for European funding. So the question of the constitution of the network is also a need on question of mechanisms and in order to apply for European funding. Maribor je Evropsko prestolnico mladih gostil lani. Izvedli so 51 projektov nevladnih organizacij in zabeležili 4700 nočitev. Mariborska občina je projektu namenila 728 tisoč evrov. Znanje, pridobljeno sodelovanjem v neformalnih umetniških krogih, želijo nekateri umetniki popisati v okviru mreže Evropskega kulturnega učenja. 11 evropskih držav, tudi Slovenija, želi s projektom povečati pomen kulturnega izobraževanja po vsej Evropi. Svobodni umetniki namreč v povprečju kar 40% svojega delovnega časa namenijo podpori kulturnemu učenju. Gre pa za to, da je veliko znanja v kulturi posredovano skozi različne delavnice, skozi različne seminarje in ni nujno, da so vsa kulturna znanja pridobljena s formalno izobrazbo. Kulturno učenje sicer ne velja kot nadomestilo za formalno izobrazbo, saj ima 86% svobodnjakov diplome in so visoko usposobljeni, ugotavljajo z raziskavo, ki jo izvajajo v okviru mreže. Tovrstno učenje predstavlja predvsem ekosistem za razvoj umetniških praks. Cel projekt nekako spodbuja v to smer, da če človek želi ustvarjati, lahko ustvarja ne glede na to, iz katere izobrazbene sfere prihaja. Sicer pa v kulturi opazno upada število ustvarjalcev starih od 36 do 45 let. Dejstvo je, da je v kulturi verjetno v vseh evropskih državah izziv živeti, ker so pač finance vedno vprašanje in ko si ti v najbolj aktivnem obdobju svojega življenja, se pravi v 30-ih, 40-ih, se marsikdo odloči, da v tem področju več ne more delovati. Cilj projekta, ki ga financira Evropski program vseživljenjskega učenja Leonardo da Vinci, je zato v prihodnjih letih postaviti temelje Evropskega društva za kulturno učenje. Sinoči so v Kazinski dvorani pripravili koncert Glasba povezuje, na katerem so pod častnim pokroviteljstvom Lady Miloške Not nastopili mladi z glasbene šole Gračanica iz Bosne in Hercegovine ter glasbeniki Mariborskega konservatorija za glasbo. Prav Lady Miloška Not, Mariborčanka, ki živi v tujini, je kot ambasadorka dobrodelnosti ustanovila glasbeno šolo v Gračanici. Medsebojno sodelovanje bodo glasbeniki obeh držav nadaljevali s koncerti, ki poudarjajo univerzalnost glasbe. Na poletnem odru e-kulture oziroma e-cult Summer Stage v Kibla portalu na Studencih v Mariboru pa so razpravljali o vključevanju tehnologije v področje kulture, kulturne dediščine in virtualnih muzejev. V digitalni dobi bodo muzeji, ki ne bodo znali stopiti v korak s časom in tehnologijo, vse bolj zaostajali. The most important role that ICT can play is to make access to cultural content.
make it accessible for everybody. Not only for the person that lives next to a museum, but to everybody in the world without any borders. Korištenje novih tehnologija s jedne strane donosi atraktivnost muzejima, pogotovo kad je u pitanju mlađa publika, rekla bih. Sa druge strane, virtualni prostor ima puno svojih prednosti, kao što je recimo demokratičnost, za koju mislim da je vrlo bitna. Juliane Leitner iz Avstrije je vodja projektov Ars Electronica in Deep Space Life. Ta s projektorji nameščenimi na tleh in stropu na površini 16x9 metrov omogoča potovanje v času in prostoru. Each projector can bring you high resolution images, full HD to 4K, and also 3D and 2D. And what's also really important to know, it's all navigated with an iPod. Nataša Tepavčević je vizualna umetnica iz Srbije, trenutno živi v Berlinu. Prav tam je leta 2013 zasnovala tudi virtualni projekt Museum of Image Nation, muzej kot mesto permanentne konference. Z njim na novo definira muzej drugega zasedanja Avnoja iz Jajca. Smatrala sam da u kontekstu jugoslovenskog nasljeđa, antifašističkog nasljeđa, takođe jedan virtualni muzej i virtualni prostor predstavljaju šansu da se zapravo uspostavi dijalog između publike razdvojenih mišljenja ili konflikt publike za koju se kaže da je razlog zbog čega još uvek nemamo stalnu postavku kada je u pitanju recimo Muzej istorije Jugoslavije. Julija letos bo projekt prvič tudi javno razstavila, in sicer v Beograjskem domu omladine. Sledi šport. Na 2 teniških turnirjih v Mariboru so izpadli že vsi slovenski predstavniki. V finalnih dvobojih bodo tako nastopili le tujci. Tekmovanje je končala tudi 16-letna Tamara Zidanšek. Konjičanka je četrtfinale proti izkušenejši Čehinji Sinjakovi, ki je na taboru tretja nosilka, pričela pod vtisom pomembnosti dvoboja. V prvem nizu je povsem prepustila iniciativo nasprotnici in zaradi tega ostala brez osvojene igre. V drugem nizu se je nekoliko sprostila in na račun povečane aktivnosti prišla do 2 iger. Sicer pa se je v polfinale brez težav uvrstila še Paragvajka Gonzalezova, ki je Srbkinjo Jorovićevo premagala s 6-3 in 6-4. Več dela je imela temnopolta Kanačanka Abanda, ki je po dobljenem prvem nizu s 6-2 drugega izgubila z zrcalnim rezultatom, v tretjem pa je Čehinjo Krečikovo gnala s 6-3. Najtesnejša odločitev o zmagovalki je bila med Rusinjo Aleksandrovo in Avstrijko Neuwirtovo. Slednja je prvi niz izgubila s 3-6, drugega dobila s 6-3, tretjega pa šele po podaljšani igri. Na braniku, kjer se odvija moški turnir serije Futures, so nosilci suvereno opravili svoje delo, saj so nasprotnikom demonstrirali pravo učno uro igranja tenisa. Žal je bil med slednjimi tudi naš Aljaž Radinski, ki je proti prvemu nosilcu, Belgicu Žižonu, osvojil le 1 igro. Z enakim rezultatom sta v polfinale napredovala še Slovak Kovalik in Belgijec Kanina, 3 igre več pa je oddal Nemec Kravec. Francoz, ki je na loto zadel 72 milijonov evrov, se je odločil, da jih bo 50 podaril v dobrodelne namene. Neimenovanega srečneža in dobrodelneža mediji v Franciji zelo hvalijo, saj naj bi nazorno pokazal, da uspeh v življenju ni v tem, koliko denarja imaš, temveč kaj narediš za druge. Poglejmo še drugod po svetu. Ukrajinske oblasti so sporočile, da bo vojska napadala proruske upornike na vzhodu države, dokler ne bo zagotovila reda in miru. Zmagovalec ukrajinskih predsedniških volitev, Petro Porošenko, pa je poudaril, da bo zatrl ustajo in kaznoval odgovorne zanjo. Včeraj so proruski aktivisti v okolici mesta Slovjansk sestrelili vojaški helikopter, umrlo je 14 ukrajinskih vojakov. Na Škotskem se je začela uradna kampanja pred referendumom, na katerem bodo Škoti 18. septembra odločali o morebitni odcepitvi od britanskega Združenega kraljestva. Medtem ko bo škotska vlada ljudi poskušala prepričati v podporo neodvisnosti, bo vlada v Londonu prizadevanja usmerila v nasprotno smer. Javnomnenjske raziskave zaenkrat kažejo, da so tisti, ki podpirajo razpad 307 let stare zveze, v manjšini. Iz vulkana Duvalo, blizu Ohrida, edinega aktivnega ognjenika na Balkanu, so začele izhajati večje količine dima. Dim je povzročil paniko med prebivalci.
Strokovnjaki pojasnjujejo, da gre za običajen pojav po intenzivnejših naravnih pojavih v regiji v zadnjem času, kot so potresi in poplave. Eno od najbolj kritičnih vprašanj, s katerim se bodo morali spopasti gostitelji letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu, se nanaša na zagotovitev varnosti. Brazilija ne želi ničesar prepustiti naključju. Za varnost ljubiteljev nogometa na tribunah in igralcev na igriščih bo tako skrbelo kar 170.000 pripadnikov varnostnih sil. Na vsakem od 12 prizorišč nogometnih tekem bo za varnost skrbelo približno 1800 pripadnikov zasebnih varnostnih služb. Po 700 zveznih agentov in pripadnikov specialnih sil pa bo na čakanju in v vsakem trenutku na razpolago posredovati. Znova v Googlu. V Evropi je od četrtka mogoče uradno zahtevati izbris določenih osebnih podatkov iz spletnega iskalnika Google. Ameriški tehnološki velikan je evropskim državljanom tako imenovano pravico do pozabe omogočil, potem ko mu je to sredi meseca naložilo sodišče Evropske unije. Da bi izpolnili zahtevo sodišča, je Google objavil poseben spletni obrazec, s katerim lahko evropski državljani zahtevajo izbris nekaterih osebnih podatkov, ki jih o njih zbere iskalnik. Po noči se bo vreme umirilo, v soboto pa bo pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne bo ponekod rahlo deževalo. Popoldne se bo na severovzhodu delno zjasnilo. Drugod bo pretežno oblačno s krajevnimi plohami. V nedeljo dopoldne bo dokaj sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami ali nevihtami. Podobno vreme bo tudi v ponedeljek. Pred nami sta 2 prosta dneva. Izkoristite ju in naredite kaj lepega zase, pa tudi za druge. Jutri pa si ne pozabite ogledati preglednika televizije Maribor. Lep večer še naprej. Srečno!